Tako da zdaj, kako je od takrat naprej potem zgodba potekala na Nožih Ravne, bi pa v bistvu kar prepustil besedo Viljemu Pečniku, vodi prodaje in marketinga v Nožih Ravne, članu skupine SI. Tako da izvoli. Hvala za besedo, Marko. Naš cilj podvojiti prodajo v naslednjih 5 letih v naslednjem investicijskem ciklu je del naše strategije. In CRM sam po sebi tega problema seveda ne bo rešil, kar smo tudi ugotovili. Je pa neko močno orodje, ki nam pove, kje se nahajamo, kaj še moramo narediti in nas vodi na tej poti do cilja. No pa naj se za začetek predstavim, že celo svojo kariero delam v predelovalnih industriji, podjetjih predelovalne industrije, ki so fokusirana business to business z visokim deležem izvoza. Tako da, kakor sem danes vaše imena gledal, prihajamo iz podobnega okolja. Torej naj predstavim, kdo sploh smo. Smo del predelovalne divizije skupine SI. Skupino SI verjetno vsi poznate, Slovenska industrija jekla, vertikalno integrirana skupina, ki temelji na proizvodnji jekla v Akroniju in Metalu, torej na Ravnah in Jesenicah. Sestavljeno je iz 5 poslovnih področij, 22 odvisnih podjetij v Evropi, ZDA, tudi zdaj nova enota v Aziji, s približno 3200 zaposlenimi. Skupina SI je nišni izdelovalec premium izdelkov z visoko dodano vrednostjo in ne tekmuje, bom rekel, z navadnimi jekli, z Kitajci ali pa kom drugim in se v vseh segmentih svojega poslovanja uvršča v top 5 ponudnikov. Tudi sami noži, kot zelo specializirano podjetje, se uvrščamo med top 3 največje evropske nožarje. Prisotni so predvsem v industriji nožev za les, nožev za kovine, nožev za papir in v reciklažni industriji. Ampak kot sem že na začetku povedal, smo res izvozno usmerjeni, čez 90% naših izdelkov izvozimo v 70 držav po celem svetu in z novo strategijo tudi želimo dejansko našo prisotnost povečati. Trenutno v Evropi prodamo nekje 70% naših izdelkov in cilj je, da ta delež na ostalih kontinentih povečamo. In seveda za integracijo novih poslovnih enot v našo prodajno mrežo smo rabili programsko okolje, ki bo omogočalo integracijo in nadzor nad temi enotami. No, kot je Marko že omenil, smo sprejeli zelo ambiciozno strategijo podvojiti prodajo in način, na kakšen način to narediti, nam ni bil še čisto znan, bom rekel. Do zdaj smo bili zelo uspešni, smo rastli, smo povečevali tržne deleže, ampak stvari, način dela, ki nas je pripeljal do sem, se zavedamo, da nas ne bo pripeljal do našega cilja. In zaradi tega smo iskali orodje, ki nam bo to omogočalo. Poleg tega se skupina SI integrira. Uveljavili smo nove blagovne znamke, ki se začnejo z SI in potem blagovna znamka, enotna grafična podoba, novi katalogi. In dogajalo se nam je, da so še druga podjetja, naši distributerji uporabljali staro grafično podobo. In tudi, bom rekel, Salesforce kot neka baza katalogov oziroma baza znanj nam omogoča tudi, da imajo naši prodajniki vedno dostop do zadnjih materialov. In ne nazadnje, kot sem že omenil, širjenje prodajne mreže in nadzor teh enot je bilo tudi ključni izziv. Vsi vemo, da je prodajni proces zelo kompliciran. In tudi do sedaj se ta proces pri nas izvajal, ampak izvajajo se, kot veste, bom rekel, v glavah prodajnikov, v Excel bazah, v Excel bazi iz tega sejma, v podatkih o konkurenci, v tej datoteki. Nikoli ni bilo to dostopno vsem. Nekateri so imeli bolj sistematično področje urejeno, nekateri slabši in svoje vodstvo ni imelo dostop do tega. In pa tudi, bom rekel, potem spremljanje. Pri nas je bilo včasih tipično, postavili smo letni plan, in potem nekje po kvartalih malo pogledali, prodajnik rekel, gre malo bolj počasi, v drugem kvartalu se nam bo odprlo in vodstvo ni imelo nikoli nadzora na tem, a se bo res, a so bile aktivnosti narejene in iz tega vidika nam Salesforce sedaj omogoča, da spremljamo celoten prodajni lijak, vidimo, koliko imamo leadov na začetku noter, vidimo, kako se pretvarja in tudi vidimo, kje nam manjka, katere aktivnosti so potrebne, da pospešimo delo prodajnih ekip. In tudi bom rekel, tu se navezujem na analitiko. Salesforce nam zdaj za temi dashboardi omogoča zelo enostaven pregled. Zjutraj prideš, te na mailu čaka, ali pa greš, ko greš Salesforce, te čakajo vsi ključni KPI, ki jih spremljaš. Prej si mogel iti v ERP, zagnati to poročilo,
primerjati s tistim, iti v en drug modul in je vzelo kar nekaj časa. Zdaj pa res imajo vsi deležniki, tudi kompletni management, tudi direktor komerciale na SEO, imajo svojo licenco, dobijo poročila direktno na mail, lahko se pa tudi določeni uporabniki ali pa ljudje, ki jih to zanima, tudi naročijo na poročilo, dnevno poročilo. In bom rekel, pri nas je delo prodajnikov zelo nihalo. Tisti, ki so imeli občutek, ki so sistematično delali, vodili svoje aktivnosti, so bili bolj uspešni. Bolj novi, ki so bili na začetku, niso vsega delali, so bili bolj reaktivni, odgovarjali so povpraševanja, sicer dobro delali, ampak ni bilo rasti. In bom rekel, skozi Salesforce pa imajo zdaj vsi urodje, da vidijo, kje so in tudi vodje jih lahko spremljamo, da jim povemo, kaj je treba še narediti. In bom rekel, tu je tipičen prodajni lijak, tudi bom prišel potem, kako se je pri nas izplen ponudb recimo povečal po obiskov, vedno vse spušča, nikoli nima 100% izplena. In bolj, ko ga obvladuješ, večjo možnost imaš, da ti bo tudi prodaja zrasla in da boš bližje cilju, ki si ga zastavil, v našem primeru, torej podvojitev prodaje. Imamo zelo dober ERP, ki vse omogoča, ampak je dejansko podprt šele od povpraševanja naprej do same izvedbe, vse papirologije, fakturiranja, skladiščnega poslovanja, proizvodnega planiranja, zalog. Manjkalo pa nam je, bom rekel, seveda, ker če hočemo rast, moramo investirati v trg, zelo aktivno bomo delali v naslednjih letih z novimi produkti, boljšimi izdelki in za lansiranje novega produkta z višjo dodano vrednosti na trg so potrebne najrazličnejše marketinške kampanje, potem spremljanje vseh potencialnih uporabnikov skozi lide in ne nazadnje tudi potem, ko se identificira prodajna priložnost, da veš, pri čem si. Bom rekel, pri nas traja cikl pridobitve nove stranke tudi do 7 let. Je prišel prejšnji dan prodajnik meni, pa rekel, 7 let sem delal na tej stranki, pa sem dobil po 7 letih testno naročilo. Ampak, če skozi Salesforce bilo to lažje, bi morda proces bil krajši, morda bi uspel v 3 letih. Oni se pa spomnijo enkrat na leto, ko je bil v bližini, obiskal stranko, bi morda poklical vsake toliko časa, medtem ko pa samo urodje sedaj omogoča, da zelo natančno spremljaš, se tudi daš opomnike, zapisuješ informacije o strankah v feed oziroma v chatter in ne nazadnje tudi, kot je kolega Prešeren prej omenil, je izmenjava dobrih praks ključna. Če uspeš pri eni stranki pa zapišeš v feed, ki ga lahko drugi vidijo in spremljajo neko dobro izkušnjo oziroma način, kako si uspel pri stranki, bo nekomu drugemu potem lažje prodati. Torej vse te glavne vidike, torej boljše orodje, ki bi avtomatiziralo prodajo, izboljšalo pretok informacij, pohitrilo proces, vidik vodstva z boljšo analitiko in usmerjanjem ter krmiljenjem prodaje in pa tudi vidik prodajnih enot, ki so, bom rekel, naši najboljši uporabniki, zato ker bolj razumejo. V Sloveniji smo, vse veste, kako smo, malo bolj smo reaktivni pa zadržani. Smo odprli novo enoto v Ameriki, kjer je ta naš vodja prodaje že prej uporabljal Salesforce in tudi je začel z nule. Zato se pri nas zelo lepo vidi. Začel je, v 3 mesecih je vnesel 300 lidov, iz 300 lidov je identificiral 150 prodajnih priložnosti, ko je upravil obiske, je prišel do izdelave 55 ponudb in to se je rezultiralo potem v 15 naročilih, torej čisto po teoriji. Tako da zadeva očitno nekako deluje. Moramo pa seveda tu predvsem pri Sloveniji, pa pri manj izkušenih prodajnikih, zelo paziti, da izplen marketinških kampanj, torej vsi lidi, ki so generirali, da se ne postijo nekje v Excel datoteki, ampak da se spremljajo, kvalificirajo in konvertirajo potem v prodajne priložnosti. In s tem mislim, da če bomo kontrolirali ta proces, bomo imeli zelo dobro orodje za pa tudi priložnost za rast v prihodnje. Za nas je bilo ključno, da Salesforce ne postane nek dodatni modul, ki bo generiral dodatno delo za ljudi, da bomo lahko potem šefi spremljali, kaj drugi delajo oziroma špionirali. Zato je bilo zelo pomembno, da je povezljiv z našim ERP-om. Sinhronizacija gre v obe smeri. Torej, če vneseš dogodek, torej knjižiš naročilo, se ti potem avtomatsko v Salesforceu spremeni stage oziroma status prodajnega procesa iz oddane ponudbe ali pa pogajanj v pridobljeno naročilo. Zelo pomembno nam je tudi bilo Outlookova integracija v Salesforce.
Kar pomeni, da dejansko dobiš e-mail od nekoga, že imaš takoj na desni strani v Outlook, v Salesforce vrstici vse informacije, prodajne priložnosti, reklamacije in vse podatke o tem človeku in lahko potem že kar iz Outlooka direktno kreiraš prodajno priložnost, lahko zabeležiš reklamacijo in ni nekega dodatnega dela preklapljanja med moduli in to se nam je zelo dopadlo. Tu je kratek pregled, verjetno ste že malo pogledali, kaj smo delali. Vsak naredi 360-stopinski pogled na stranke in prodajni proces, mi pa smo dodali še potem nekatere knjižnice dokumentov, evidence pogodb in zelo za nas je bilo tudi pomembno vodenje reklamacij. Moram skočiti, ko že govorimo o reklamacijah. Prej smo imeli zelo dobro vodene reklamacije. 15 let, 20 let smo vsako reklamacijo beležili, dodajali vrstice, kolone in smo že prišli na datoteko, ki je imela, mislim, da 2000 vrstic pa 34 stolpcev. Ko si hotel dobiti, koliko si imel reklamacij na leto, pa kaj, to je bilo nemogoče, cela štala. In bom rekel, zdaj je dober primer, reklamacijo zavedeš prek Outlooka, komunikacija med oddelki kakovosti pa prodaje, gre skozi Salesforce, ko spremeniš status, bom rekel, od beležene reklamacije v quality control, dobi vodja kakovosti avtomatsko opozorilo na reklamacijo. Bom rekel, tudi tule je en tak dnevni pregled, ki ga imamo, kaj se z reklamacijami dogaja. In trendi reklamacij, poprečno reševanje reklamacij, kateri prodajniki imajo bolj dolgo odprte reklamacije. Tudi se da videti, kateri izdelki, kateri vzroki in bom rekel, to je zelo enostavno orodje in takoj vidiš, kaj se ti dogaja. Skozi samo implementacijo pa moram povedati, da je Salesforce oziroma CRM zelo živ sistem. Ko delaš, se ti odpirajo strašne možnosti. Vsak dan vidimo nekaj novega in vsak dan bi želeli nekaj novega dodati. Zelo smo ponosni, da smo tudi dobili idejo, oziroma nas je Agelcon predtem podprl, da smo prenesli zapadle terjatve in izterjavo zapadlih terjatev v sam Salesforce. Kar pomeni, da namesto, da greš v ERP, izpišeš vse stanje konta na dan, kreiraš opomine, jih daješ kot prilogo e-mailu, naslavljaš na naslovnika, kar je našim, bom rekel, sodelavkom, ki so to odgovorne, vzelo sigurno nekih 10-12 ur na teden. Zdaj dejansko dobiš avtomatsko generirano poročilo, ki ga sam potrdiš in gre tudi na 100 naslovov, če imaš toliko zapadlih terjatev. To je en strašen prihranek. Potem tudi lotevamo se avtomatskih odgovorov in za oprijete reklamacije, pa če gostimo stranko, da smo prejeli reklamacijo, od katero številko jo vodimo, in je spet malo manj papirologije. Vodimo službene poti skozi Salesforce. Prej je pač, bom rekel, izgledalo to tako, dobil si kot vodja zahtevek za službeno pot z nekimi glavnimi parametri, ampak ne poznaš vseh strank, ne poznaš vseh situacij. Zdaj recimo, ko dobiš zahtevek, je tudi gor na zahtevku v odobritev, to gre vse prek mobilne aplikacije, prek e-maila. Ko dobiš zahtevek za službeno pot, so gor napisane stranke in cilji potovanja. In sam z enim klikom lahko vidiš, kaj se s tisto stranko dogaja in tudi oceniš, ali je pot smiselna ali ni smiselna. Bom rekel, to je ena zelo taka uporabna zadeva, ki smo jo dodali. Seveda se pa vse te informacije, potna poročila, obiski shranijo na stranko, tako da tudi analitika, ko te potem vpraša nekdo, koliko pa ste opravili službenih poti, koliko pogosto obiskujete stranke, vsi te informacije so potem na voljo zelo enostavno. Tudi sejemske kampanje, marketing modula se mi nismo toliko natančno lotili. Za nas je pomembno, da vodimo, ker pač delujemo bolj v klasični business-to-business branži, so sejemski nastopi za nas zelo pomembni. In tule, kot je kolega prej vprašal za ROI, torej Return on Investment, investicije, je za nas zelo pomemben, kako se nam sejem povrne. Tako da v Salesforceu beležimo vse stroške sejmov, beležimo vse lide oziroma obiske stranke, ki generiramo. Tudi smo sedaj nadgradili za eno zelo uporabno aplikacijo za skeniranje vizit, tako da direktno iz Salesforcea, ko človek pride na sejmu, poskeniraš vizitko, vidiš povezavo, je to že obstoječa stranka, njegove informacije in vneseš beležko razgovora. Tako da to je ena nova stvar, ki jo trenutno poizkušamo. In pa tudi, bom rekel, zdaj za naslednjo leto smo vnesli smo tudi, bom rekel, segmentacijo strank, ker
prodajne ekipe ne bomo dvakrat povečali, ampak moramo rasti učinkovito. Ne. Zato smo tudi naredili segmentacijo strank, segmentacijo potencialov in smo tudi vnesli v Salesforce. Tako da bomo imeli prodajniki, bom rekel, točno primerjavo glede prodajnega plana, segmentacije in kje so, na kaj se treba še osredotočiti. In bom rekel, z dashboardi, ki jih imajo, je potem tudi zelo enostavno spremljati te kazalnike. Tako da ne bomo se spet potem drugo leto maja nekje pogovarjali, ja, ne dosegamo te 15% rasti, ja, razlogi so takšni, ja, pa trg je zahteven, ja, pa konkurenca. Bom rekel, tudi skozi vodenje samega prodajnega procesa, ko zaključujemo priložnosti, če je priložnost izgubljena, vnesemo razloge za to. In imamo potem zelo enostavno analizo, smo izgubili zaradi cene, zaradi dobavnega roka, zaradi nezmožnosti ponuditi inovativni izdelek ali pa česa tretjega. In nastane zelo lepe statistike, ki ti dajo usmeritev tudi za druge oddelke, na čem je treba delati. In če pogledam, kaj smo mi z Salesforceom pridobili. Pridobili smo zelo enostavno orodje, ki je lahko uporabno na vseh mobilnih aplikacijah in sama analitika skozi dashboarde je zelo fajna. Ampak kaj so rezultati? Opažamo, prodaja se nam ni povečala, še bom rekel krat 2 v enem letu. Tudi nimamo proizvodnih kapacitet za to. Ampak izplen ponudb se nekje med 3 do 5%, odvisno od meseca, glede na prejšnje mesece povečal. Za 30% smo skrajšali povprečen čas reševanja reklamacij in tudi dejansko smo pridobili 20% več testnih naročil strank, ki jih imamo v segmentaciji A razreda, torej pri strankah, s katerimi se želimo delati. Nenazadnje, kot sem že omenil, učinki avtomatizacije in pri delu z reklamacijami, pri opominih, pri poročilih smo prihranili kar nekaj človek ur. In kar je pa najbolj pomembno, pa je, da prodajniki sedaj razmišljajo o prodajnem procesu. Prej so delali intuitivno. Zdaj spremljajo, kakšno število lidov imajo. Spremljajo, koliko imajo, bom rekel, prodajnih priložnosti. Razmišljajo o svojih povpraševanjih, rangirajo povpraševanja in z vsem tem sistemom taskov oziroma pominjanja in četra je možnost, da pozabiš na neko prodajno priložnost, pa da ne pravi čas reagiraš. Mi delamo veliko na primeru letnih naročil in če nisi pravi trenutek, ko se stranka odloča tam, tudi povpraševanja ne boš dobil. In ljudje razmišljajo o tem, so opomnjeni in s tem so tudi bolj učinkoviti. Seveda, prav je tudi, da namenim nekaj besed o Agilconu kot samem implementatorju. Mi smo se za Agilcon odločili predvsem zato, zaradi njihovih referenc. Nekateri drugi ponudniki niso imeli niti referenc v Sloveniji. Ko si jih spraševal o prodajnem procesu, o načinih, kako sistem deluje, niso znali čisto natančno odgovoriti. In mene je Marko Glihbom navdušil za svojim pristopom, nikoli ni obljubljal nekih nemogočih stvari, ampak vseeno, začeli smo podobno kot Gorenje, v 4. kvartalu smo podpisali pogodbo, decembra smo začeli delati, bom rekel, na popisu procesov, na naših željah. Potem so bili novoletni prazniki, smo se vsi malo skočili, ampak mislim, da smo že z 1. februarjem imeli živ sistem, ki smo ga začeli uporabljati. Seveda ne vseh funkcionalnosti, ampak osnove. Bom rekel, prenesli smo podatke o strankah iz ERP-a, zgodovino, začeli smo voditi prodajni proces, informacije o ponudbah do strank. In danes, bom rekel, po, koliko je to, 7-8 mesecev, je zadeva res zaživela. Ampak skozi imamo neke nove načrte, nove ideje, kot sem imenil. Želeli bi nadgraditi sam marketinški del z aplikacijo MailChimp, torej aplikacijo za pošiljanje množičnih e-mailov, tako da smo obveščamo potencialne stranke, ki zadeve zanimajo, o novih izdelkih, o dogodkih v firmih, o novostih na trgu. Tudi za drugo leto razmišljamo, da bi celotno planiranje prodaje prenesli v Salesforce. Zdaj delamo to v strašnih Excelovih tabelah, ki pa so pa zelo slaba osnova za druge službe. Zato bi tudi prišli radi na nivo izdelka, kar bi omogočilo potem materialno planiranje, planiranje kapacitet in dejansko vse informacije, ki jih drugi oddelki zahtevajo od prodaje in se jim prodajniki ponovadi izogibajo. Nenazadnje pa bi radi še integrirali koledar službenih poti in dopustov ter razpoložljivosti voznega parka v Salesforce. Tako da tule so neke stvari, ki nimajo nobene veze, bom rekel, z direktno prodajo, ampak jih Salesforce podpira. In
Agelcon kot implementator Salesforcea zna te zadeve res kvalitetno podpreti, prisluhniti našim željam, čeprav so bile še toliko čudne, čeprav niso bile zapisane v sklopu projekta, pa so vseeno naredili. Tako da z tega vidika vas moram res pohvaliti in to je tudi z moje strani vse.